Zelo tragični izgledate, kot žrtva okoliščin. Ja. Sem že mislil klicati, da ne pridem. Kaj bi nam naredili? Dolgo pavzo. Dušan Fišer se je rodil leta 1962 v Rodnem Vrhu. Po končani srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani je študiral na Akademiji za likovno umetnost smer slikarstvo. Leta 1989 je diplomiral pri profesorici Metki Krašovec, nato pa je končal še specialko za slikarstvo pri profesorju Emeriku Bernardu. Kasneje se je študijsko izpopolnjeval na Akademiji Minerva v Groningenu na Nizozemskem, pa tudi na Dunaju in v Parizu. Deluje kot vizualni umetnik, galerist, kustos, profesor, scenograf, mentor in selektor. Ustvarja v različnih medijih, kot so slikarstvo, instalacija in video, svojo avtorsko poezijo pa je izvedel tudi številne umetniške performanse. Med drugim se je samostojno predstavil v galeriji Škuc, Moderni galeriji, Koprski loži, Ekurni, Miheličevi galeriji, Graškem inštitutu für Kunstgeschichte, Bežigrajski galeriji, Tenzorju, Jakopičevi galeriji, razstavnem salonu Rotovž, galeriji 3D Benetke, galeriji mesta Ptuj ter na številnih drugih razstaviščih v Sloveniji in v tujini. Sodeloval pa je tudi na mnogih skupinskih razstavah. Prav tako je pomemben kot pobudnik, kurator in organizator umetniških izmenjav v slovenskem prostoru in na mednarodni ravni. 11 let je vodil in pripravljal program ter organizacijo razstav za galerijo Tovarna umetnosti v Majšperku. Od leta 2020 je vodja galerije mesta Ptuj. Več kot 20 let je sodeloval s teatrom 3 na Ptuju in ustvarjal scenografije za različna gledališča. Mestno gledališče Ptuj, Šentjakobsko gledališče ter gledališče za otroke in mlade Ljubljana. Strokovno in izvedbeno je angažiran pri organizaciji Mednarodnega festivala sodobne umetnosti Arts Days in pri Mednarodnem literarnem festivalu Dnevi poezije in vina na Ptuju. Deluje tudi kot profesor in likovni mentor. Poučuje na likovnem oddelku Gimnazije Ptuj ter vodi različne likovne delavnice za društva in skupine. Je dolgoletni mentor slikarske sekcije pri kulturno-izobraževalnem društvu keramikov in lončarjev Podravja Majolika. Že od leta 1993 vodi tudi intenzivne tematske likovne delavnice v organizaciji JSKD. V bistvu pri mojem staranju je nekako že celo mojo kariero je v bistvu izhodišče prostor kot tak. Fizičen prostor, mentalni, duhovni, te različne sfere prostora. Nastalo to z neke krize ustvarjalne, približno pred 20 leti. Do takrat sem se v bistvu več ali manj ukvarjal s slikarstvom. Sem takrat prvič razstavil objekte v prostoru. To so bile take živali, ki so stale v bistvu pred sliko. In takrat sem gotovo, da bi lahko to slikarstvo materializiral v bistvu na nek način in sem potem začel delati take svetlobne objekte, ki so potem nekako se razselili po prostoru. Jaz sem dolgo govoril, da ne bom nikoli učil v šoli in potem se mi je to zgodilo in sem od začetka komaj čakal, sem rekel, kako je 1 leto, pol pa grem. Zdaj sem že več kot 20 let v bistvu v tem pedagoškem delu. Jaz tu vidim pač, da je to moje delo neko poslanstvo zato, ker je to, če gledamo, kako šola funkcionira, edini del, recimo, kjer so lahko mladi ustvarjalni. Pri matematiki je težko biti ustvarjalen, ne moreš menjavati pluse, minuse, pa kar tako. Tu pri nas pa gre na nek način, pa še zmeraj okej, če ne pridejo v stik s kulturo. Zdaj, ko so mladi, pa da se navadijo v bistvu, da je to del njihovega življenja, potem kasneje bodo še težje v bistvu prišli na to,
Zdaj, delavnice so pa na nek način, ta del mi je pa morda še bolj pomemben zato, ker je drugačen, a ne? Ker se ne ukvarjaš z vzgojo ljudi, ampak se ukvarjaš v bistvu z tem res kreativnim delom. Se pravi, kako potegniti iz ljudi tisto, ne, ker oni sploh se ne zavedajo, da v njih. To je zame pomembno, no? Da oni vidijo, da so zmožni še nekaj več. Ne? Ker pri teh ljudeh je pač nek strah, jaz ne znam, ne zmorem. In tak tip delavnice v bistvu to omogoča. A mi lahko poveste, kako bi pa izgledal vaš idealen dan ali pa teden ali pa mesec? Ja, težka odločitev, oziroma jaz mislim, da bi bilo to, ne, da če zjutraj staneš, ne, pač popiješ kavico in greš v atelje. Brez To sem pa čisto pozabil. Zdaj sem že malo že odspustil, ne. Vidite, da sem začel bolj sodelovati kot prej. Jaz imam v bistvu težave z odločitvami, ne, ker se ne znam odločiti, kaj v bistvu bi želel, oziroma kaj bi tisto zmanjšal, da bi potem bilo več časa. Želim si spet nekako pasti v ta moj ustvarjalni del, ker imam občutek, da imam še zmeraj veliko energije, idej še ne zmanjkuje in da je morda zdaj še čas, da v bistvu lahko nekaj sproduciram. Si želim, no, ker imam tako neko močno voljo, da bi še nekaj naredil.